Na vprašanje, zakaj študirati zgodovino, je odgovor jasen. Zgodovina je vse, kar imamo. Brez zgodovine smo nič. Pa vendar, zgodovina ni samo preteklost. Brez sedanjosti ni zgodovine. In brez pretekle sedanjosti, pa tudi brez bodoče preteklosti ne. Priznajmo si, brez zgodovine nas ni. Dobesedno, recimo, starša sta se morala nekje spoznati. Ampak zakaj ima zgodovina tako slab sloves? Zakaj velja, da je moreča in dolgočasna? Ja, zgodovina je težko. Kriva je za vse, vsak jo pozna, vsak jo ima, poganja je motor časa na notranje izgorevanje. Namesto goriva žre ljudi. Na koncu nihče ne preživi, zgodovina pa postane samo tisti, ki se ga spomnimo. Največkrat oslaben. Nekaj starega se je drži, nekaj plesnivega. Vendar, trditi, da je zgodovina dolgočasna, je podobno kot trditi, da je dolgočasna sedanjost. Kakor si jo vzameš. Če se pa že sprašujemo, zakaj študirati zgodovino, si moramo najprej razjasniti, kaj zgodovina ni. Kaj mislim s tem? Poglejmo. Glede na omembe v javnosti sta bila najbolj pomembna zgodovinarja v letu 2020 Primož Roglič in Tadej Pogačar. Neštetokrat smo prebrali, da Pogačar in Roglič pišeta zgodovino. In vendar, z vsem spoštovanjem, Roglič in Pogačar nista historiografa, ampak vrhunska kolesarja. Če si dovolimo biti naivni in malo trapasti, se lahko vprašamo, kako sta pisala zgodovino. Je jasno, s kolesom. Predvsem pa se lahko vprašamo, kam sta jo zapisala. Krilatica pisati zgodovino namiguje, da obstaja ena in edina skrivnostna knjiga, v kateri je zgodovina zapisana. Kje pa najdemo to knjigo? Zanimivo je tudi, da sta kolesarska asa zgodovino pisala, ne pa risala, sestavljala, gradila in ali kaj podobnega. Torej, zgodovina se piše in bere. Čeprav bi bila primerjava z gradnjem mogoče celo ustreznejša. Zgodovina se v javnosti pojavlja tudi kot pridevnik. Poznamo zgodovinske tekme, zgodovinske sestanke, zgodovinske seje in vendar zgodovinarjev tam sploh ni bilo. Kako si lahko nek dogodek zasluži naslov zgodovinski? Poznamo kakšno vrhovno instanco, ki to določa. Najmanj, kar lahko rečemo, je, da ljudje pridevnik zgodovinski uporabljajo takrat, ko so prepričani, da bo dogodek zgodovina pomnila. Da bo torej zapisano tisto enigmatično knjigo zgodovine, ki smo jo že omenili in ki jo seveda še nihče ni uspel najti. Razglašanje dogodkov ali oseb za zgodovinske ima še eno pomembno posledico. Predvideva, da ostali dogodki ali osebe niso zgodovinski, kar je seveda velika neumnost. Zgodovinskost ni neka lastnost, ki si jo nekdo zasluži z nekim dejanjem. Zgodovinskost je ali je pa ni. Vsi pretekli dogodki in procesi so lahko zgodovinski, če si jih odkrije in v zgodovino umesti. Takšna uporaba pojma zgodovinski je tudi nekoliko pretenziozna, celo naduta. Zakaj? Zato, ker izraža prepričanje posameznika, da bo tisto, kar je pomembno njemu, pomembno tudi v prihodnosti. Tega vedenja pa nihče nima, še zlasti zgodovinarji ne. No, tretja lastnost zgodovine v javnosti je, da se rada skriva. Pogosto slišimo o prikriti zgodovini, kar seveda predpostavljajo določene akterje. Zgodovina bi bila po tej logiki jasna in odkrita, če je nekdo z nekim skrivnim namenom ne bi zakrival. Če bomo odkrili prikrito zgodovino, govori ta logika, bomo seveda odkrili tudi zarotnike, ki jo prikrivajo. Učenje zgodovine naj bi bilo nekakšen striptiz, pri katerem prava zgodovina odvrže tančice in na koncu ostane naga pred nami. Najverjetneje kot gola resnica. Tudi to dojemanje zgodovine ne pušča dvomov. Zgodovina je v osnovi preprosta stvar, ki se pač nekje nahaja in jo je zgolj potrebno odkriti kot Ameriko ali virus. In vendar, zgodovina ni nekaj, kar najdemo na ulici in taknemo v žep. Zgodovina
je zapletena tvorba, ki se lahko ustvari samo z veliko truda in veliko znanja. Zakaj torej študirati zgodovino? O tem so veliko razmišljali mnogo modrejši od mene. Vrhunski ameriški zgodovinar sodobne evropske zgodovine Timothy Snyder trdi, da nas zgodovina ozemljuje in objema. Izzivi našega časa niso povsem novi. Zgodovina nam daje nekaj, na kar se lahko naslonimo. S pomočjo zgodovine se ljudje ne povezujemo samo horizontalno, v sedanjosti, ampak tudi vertikalno, z ljudmi, ki jih davno ni več. Zgodovina nas uči, kaj je to svoboda, ker nam odpira horizonte možnega, prav tako nas zgodovina uči etike. Če vidimo mesto posameznika ali sebe in povezanost ljudi, potem lahko odkrijemo tudi svojo odgovornost. Predvsem pa nam zgodovina daje občutek, da nismo sami, da so se podobne stvari komu že dogajale. In odpira možnost, sicer majhno, da se v sedanjosti izognemo napakam, ki so jih naredili drugi. Ja, zgodovina ni mit, zgodovina ni faktografija, zgodovina ni absolutna resnica, zgodovina ni fikcija, zgodovina ni moralistična zgodba, zgodovina je predvsem življenje.